mi smo danes na vladi dočakali neke vrste odločitev glede generalne državne tožilke. Ta današnja odločitev vlade kaže na to, da so bili vsi očitki zoper generalno državno tožilko, ki jih poslušamo že nekaj časa, navadna politična gonja. Če bi namreč obstajal minimalen razlog za razrešitev, bi se vlada teh razlogov seveda poslužila. To je toliko bolj zaradi tega, ker je na tej točki pravosodni minister izgubil še tisto malo verodostojnosti, ki jo mora kot minister imeti za vodenje resorja. Z današnjo odločitvijo vlade bi se gospod Zalar moral posloviti od ministrskega stolčka. Vlada pa se očitno ni zaplezala samo pri tem vprašanju. Vemo, da se je zaplezala tudi pri arbitražnem sporazumu in še na nekaterih drugih področjih. Zakon o tožilstvu je jasen, tega se po naši oceni zaveda tudi vlada. Očitno pa je iskala nek priročen razlog za izhod iz nastale situacije. Današnja odločitev postavlja vlado tudi v nek čuden položaj, ker kar nekaj vsebinskih razlogov je, ki govori v prid tej razlagi, naj menim samo dva bistvena. Prvi razlog je ta, da Ustavno sodišče ni tisto, ki ne razlaga zakon, še najmanj pa njegove pravilnosti. In neustrezno je, da se nekdo sklicuje na neskladnost z 2. členom Ustave, če sploh ni bil prej opravljen poskus najti z Ustavo skladno razlago in jo uporabiti. Vlada je po 2. odstavku 120. člena Ustave vezana, in ta člen velja v praksi Ustavnega sodišča tako za upravno kot tudi za izvršilno vejo oblasti. Torej vlada je po tem členu Ustave vezana ne samo na zakon, ampak tudi na Ustavo. To pomeni, da bi moralo Ustavno sodišče tako zahtevo zavreči. In drugi razlog, Ustavno sodišče bi moralo tako zahtevo zavreči tudi zato, ker ima vlada na voljo druge instrumente, da doseže rezultat, ki ga sedaj pričakuje od Ustavnega sodišča. Najprej, če je neko normo mogoče razlagati in uporabljati na več načinov in se ne da ugotoviti, glede na namen zakonodajalca, katero razlago oziroma uporabo je imel v mislih zakonodajalec takrat, ko je bil zakon sprejet, potem zakon razlaga tisti, ki ga je sprejel, to je Državni zbor. V tem konkretnem primeru, če res obstaja ta dvom, bi se morala vlada obrniti na Državni zbor in zahtevati avtentično razlago zakona. Šele, ko bi Državni zbor tako avtentično razlago zakona sprejel, vlada pa, kot veste, ima preko koalicijskih poslancev večino v Državnem zboru, in po tistem, ko bi bila taka razlaga objavljena v uradnem listu, postala sestavni del zakonske norme, šele takrat bi lahko prišel v poštev postopek pred Ustavnim sodiščem. Vsi ti pogoji, pa še nekateri drugi, jaz sem omenil samo dva, da vas ne utrujem preveč, v tem konkretnem primeru zakona o tožilstvu glede 41. člena niso bili izpolnjeni, tako da je več kot očitno, da služi ta izhod za Ustavnim sodiščem vladi samo izogibanju neprijetni razpravi v Državnem zboru. Vse bi se vladajoča koalicija zelo težko obranila očitka, da spreminja zakon samo zato, ker se želi znebiti generalne državne tožilke. Takemu ravnanju pa bi lahko tudi rekli na nek način zloraba postopka pred Ustavnim sodiščem. Premier, oziroma kar vlada v celoti, postajata iz dneva v dan večja talca izsiljevanja strani ene izmed vladajočih strank, ki postaja vedno bolj brezobzirno in nasilno. Nujna bi bila torej celovita sprememba vladne ekipe za odstranitvijo tistih členov, ki onemogočajo normalno delovanje izvršne veje oblasti.